Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri danes se pogovarjam z Natalijo Hormuth, ki je sopranistka, glasbena pedagoginja in svetovalka za celostno življenje. Natalija, ne glede na to, da imaš slovenske korenine, si rojena, se šolala in odraščala v Nemčiji. Tvoj mož je Nemec, otroci so rojeni v Nemčiji, so se šolali, odraščali v Nemčiji, pa vendarle vsi govorite slovenski jezik. Kako ti je to uspelo? Prvo je ljubezen do tega, kdo sem in od koder prihajam, in to so mi resnično starši že omogočali s tem, da smo se doma pogovarjali slovensko, da sta mi to ljubezen tudi do svojih korenin, do svoje domovine resnično že dali v zibelko. Ja. In to sem vedno tudi sama začutila, gojila, in ko sem potem imela svoje otroke, je bilo popolnoma jasno, da bomo mi imeli otroke, ki bojo rasli pač dvojezično. Ja. In mož se je tudi zelo s tem strinjal, vsi ljubimo jezike in tudi se zavedamo, kako pomembno je materin jezik za razvoj vsakogar. Kako lepo. Tak. O tem in še veliko več modrosti, kako slišati samega sebe, izražati svoj glas in biti v stiku z naravo, v oddaji Pristna ženska z Natalijo Hormuth. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Z velikim veseljem vam danes predstavljam izjemno žensko, Natalijo Hormuth. Natalija je profesorica latinščine in francoščine, sopranistka, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter soustanoviteljica zavoda Viamus, v katerem skupaj z možem ustvarjata zgodbe, ki združujejo ljubezen do družine, narave in glasbe. Njena življenjska pot je preplet različnih kultur, izkušenj in znanj. Rojena v Heidelbergu v Nemčiji s slovenskimi koreninami, je svojo strast do učenja in raziskovanja razvijala na univerzah v Nemčiji in Franciji. Po 20 letih predanega poučevanja na gimnaziji se je odločila za novo pot. Skupaj z družino se je vrnila v Slovenijo, željo po večjem stiku z naravo. Natalija verjame, da prav notranja moč izvira iz povezanosti z naravo, iz pristnega izražanja s pomočjo glasu in iz celostnega pristopa k življenju. Njeno delo je navdih mnogim, ki si želijo živeti polno, svobodno in v skladu s svojimi notranjimi vrednotami. Zelo sem vesela, da je danes moja gostja, zato draga Natalija, srčno dobrodošla. Hvala lepa za ta prisrčen pozdrav. Največjim veseljem, Natalija. Natalija, tvoja zgodba je preplet različnih kultur, izobraževanj, okolj, jezikov, poklicev. Kako je ta tvoja osebna pot vplivala na spoznavanje pristnosti ženske? Ja, jaz bom rekla, da resnično niti se nisem zavedala, da tu raziskujem tudi delno to, oziroma da se razvijam z mojimi ženskimi pristnimi močmi, ampak v bistvu bom rekla, da vse, kar sem živela, sem nekako zelo zavestno doživljala in se vedno spraševala, kako zdaj recimo živeti v Nemčiji, kaj to pomeni zame. Tam sem bila velikokrat tudi tujka. Sem prišla v Slovenijo, tam sem bila švabinka. In sem se spraševala, ja, kdo pa sem potem zdaj jaz, če vse posod ne pašem. In sem si potem ustvarjala zares svojo pot. In sem pač si vzela iz vseh področij to, kar je mene zares zanimalo. In mislim, da sem se pač razvijala kot človek, kot osebnost in sem zelo srčno pač doživljala vse, kar je bilo okoli mene. Je kakšna zgodba, kakšna preizkušnja, ki te še posebej oblikovala v žensko, kakršna si danes? Ja, jaz bom rekla seveda ena največja izkušnja, da sem začutila žensko moč, je sigurno rojstvo mojih otrok. Dva sina imam, pa eno hčerko. In ja, to doživeti, kako močno
kako močne smo lahko ženske v enem trenutku, kjer v bistvu si ne moremo niti več predstavljati, da je to vse možno. To bom rekla, je bilo res, res nekaj zelo konkretnega. Drugače pa sem po moje imela zdaj kar največji izziv, ta odločitev, ki smo jo sprejeli pred nekaj leti, v bistvu leta 21, predvsem 22, ko smo se odločili, da bomo čisto spremenili življenje. Leta 21 sem se namreč odločila, da bom zapustila moj res priljubljen poklic. 20 let sem poučevala kot profesorica za latinščino in francoščino, kjer sem bila, bom rekla, uspešna, zelo zadovoljna, zelo srečna, izpopolnjevalo me je. Imela sem možnost veliko narediti in vseeno sem se potem odločila, da bomo spremenili to našo pot. Si poslušala en glas. Ja. Ampak kako si našla ta svoj glas, pa ne samo kot sopranistka, ampak tudi sicer, kako si v vseh teh zgodbah, v vseh tem, bom rekla, zunanjih vplivov slišala svoj glas za tako pomembno odločitev? Ja, bom rekla, da sem že imela zelo zgodaj kot otrok vedno to željo po tem notranjem glasu. Vedno tudi v dnevnik sem si pisala, prosim, daj, da slišim ta notranji glas. In bom rekla, da pač pride včasih do trenutka, kjer je intuitivnost tako jasna, da bolj jasna ne more biti. In da se resnično upaš odločiti stvari, ker tako globoko, jaz sem tako globoko čutila, da to, kar zdaj živim, ne gre več tako naprej, ker ne želim, ker nekaterih vrednot, nekaterih notranjih prepričanj ne morem več tako živeti, kot bi si jih jaz to želela. In hkrati pa sem vedela, da imam toliko drugih možnosti in toliko teh potencialov, talentov, stvari, ki so mi resnično dane pač od nekod, ki jih moram tudi dati v svet. In so se mi odpirala vrata in se je tudi seveda tudi ta potreba pojavila, ker ko je trenutek taki, da začutim, da to, kar delam, ne vodi več tja, kam bi jaz rada šla, čeprav z veseljem delam in z veliko ljubeznijo, in da je v bistvu izziv že tako močen, potem sem resnično poslušala samo to, kar je prišlo od znotraj in tam ni bilo več variante, ni bilo več ja, ne, zakaj, kako, glava je out. Ko slišimo glas, ni poti več nazaj, tako močan je ta glas. Z možem tudi veliko koncertirata, ker je eden izmed tvojih darov, je petje, je medij, s katerim ti uporabljaš svoj talent, je glasba. Kaj sporočaš skozi glasbo? Skozi glasbo mislim, da povezujemo naša srca. In velikokrat sem si želela zavestno pred koncertom, da bo to trenutek, kjer bomo res imeli nekaj več kot pa samo tone, kot melodijo, kot prisotnost. Da bo pač še nekaj več nastalo. In da bo to tudi šlo dlje kot pa samo v to cerkvijo, v to dvorano. Da bo šlo to res ven. Bom rekla ven v svet, celo v cel kozmos. Mislim, da je glasba nekaj, kar resnično gre čez vse meja. Glasba je zelo močan medij. Jaz sem že imela čast slišati tvoj glas in je res angelski in res seže precej dlje, ko pa samo do srca, ampak te res celo te prežame. Danes tudi kot celostna coachinja držiš prostor za druge, da prepoznajo ta stik sami seboj in držati prostor nekomu drugemu je ena izmed, če ne mogoče ena izmed bolj pomembnih vrlin, vlog, kvalitet ženske. Kako se počutiš v tej vlogi, da dejansko res zelo zavestno nekomu držiš prostor za preobrazbo? Za mene je to darilo, zato ker čutim, da je to resnično poslanstvo, da je to vse to, zakaj sem se jaz razvijala v to. Nisem bila zastonj predana profesorica, spremljevalka mladih in mladostnikov, svetovalka tudi staršem na vseh teh poteh razvoja.
In tudi sama sem se zelo v to smer razvijala že v celostnem pogledu na svet, že v bistvu iz mladih let. In sedaj imam to možnost. Vse, kar sem se sama naučila in res v globini že predelala preko desetletja, združevati in dati nekomu na razpolago, pač tako individualno, kot je človek sam. To pomeni, da preko glasu se izražamo. Ta glas, ki je v nas, pove, kdo smo in tudi pove, kje še želimo tudi kaj razvijati. In imamo toliko možnosti, da to razvijamo in hvaležna sem, da mi je to možno res pomagati čisto vsakemu na zelo drugačen način. In držati prostor, ne? In držati s tem prostor za osebni razvoj, tudi včasih za oddih, za sprostitev, za iskrenost, za spoznavanje in da pač je lahko človek samo človek in čisto nič več. Res je. Nadaljujeva po kratkem odmoru in se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim sopranistko, profesorico in svetovalko za celostno življenje Natalijo Hormuth. Natalija na domači kmetiji v Rogatcu skupaj z možem nudita celostni holistični pristop k življenju v skladu z glasbo, naravo in konji. Kako se ta različna področja združijo v eno celostno podporo? Ja. V bistvu je to seznam vsega tega, kar sva počela in kar naju je vodilo, kar naju je vedno ena stvar vodila, namreč iti v globino. Biti res, začutiti, kaj želim, kdo sem in to doživeti, zaživeti in tudi razumeti v globini. In vse, kar delava, se dotakne človeka, se dotakne pristnosti človeka in omogoča stik samega s sabo. Ko začenjam samo z naravo, že samo ta dih sredi gozda, sredi naravnih travnikov, kjer je sosed kar nekaj 100 metrov oddaljen, kjer imamo možnost vode, ki je še zdrava, to je že zame samo oddih in ja, tako rekoč retreat. Tam omogočava zares tudi možnost spanja v gozdu, v šotorih, čisto v naravi, kjer si samo sam sabo in s tem, kdo si. Ker žival ne rabi ničesar, narava ne pričakuje ničesar, samo človek si lahko. In ja, glas pa sva doživela, da ko sva se z enega hribčka na drug hribček pogovarjala, da je bilo to kot en oder. Tako da tam pred Senikom sva že imela prvo, kar sva naredila, sva imela koncert na Seniku in to potem odmeva direktno v naravo. Tako da lahko tudi tam delam z glasom, čisto pristno. Ja, in kaj je s konji? Konji so pač naša strast, bom rekla. Sta to, kar sva vedno sama uživala, biti v naravi, ni važno kakšno vreme, ali je sneg, ali je dež, sva si pač s fenom fenala kavbojke, da sva bila potem spet suha. In tudi ta komunikacija, ta kontakt, kaj rabi konj, zakaj naredi ta gib in ne ta gib, kako mu pomagam, da pride do svoje balanse. To je že iz jahačeve strani zelo zanimivo. Kar se pa tiče človeka, ki ne bi rad jahal, ampak ki pa ima ta, bom rekla, dar oziroma to darilo, ki ga konj vsakemu človeku da. Konji so tako sensibilni, da začutijo človeka res v trenutku. To pokažejo, ne? Takoj, takoj. Recimo ena zadeva, imeli smo rojstni dan, kavbojci. In vsak otrok je imel možnost vzeti konja in ga voditi. In to je bilo tako zanimivo, ker konj ni poznal nobenega, oziroma seveda najina otroka. Ampak vsakokrat je drugače odreagiral. In recimo
zdaj bom rekla iskreno, moja hčerka, ki je bila še 2 leti stara, ampak pač je zaupala vase in je vzela konja in je sam šla. In je rekla, tja bi šla. In konj, ok, dobro. In Je šel, ne? direktno za njim. Nekdo drug, ki je malo bolj nesiguren v tem tudi vodenju, vodenju samega sebe in vodenju drugega. Takrat konj to takoj začuti in si misli, aha, ok, tu je neka situacija, dajmo skupaj pogledati, a se lahko sploh zanesem nate. Takoj reagira in nam v bistvu na zelo nežen način, zelo čuječ način pokaže, kje so naše prednosti, kje so naše slabosti, ampak to potem ni psihoanaliza, ampak je zelo ljubeč način pogovora. In ko stopimo mi v to senzibilno komunikacijo, se zares zavedamo, kje so naše naloge. Recimo, konkretno bom o sebi tudi povedala. Imela sem navado delati, vse naenkrat, hkrati in še ob 11 po noči iti jahat in trenirati konja. In ko sem prišla tja, moj konj je bil tako zmeden, tako nesiguren, ni vedel, ali to. Ko je moj trener rekel, pa daj veš kaj, daj konja, prosim, pospravi ga, brigaj se malo zase, ker si ti popolnoma iz sebe. In to bi to počuti, ne? To je zrcalo. Konj je zrcalo. Dela to, kdor si ti, ampak na zelo prijazen način. In v bistvu na ta način tudi delamo z ljudmi, da pride v stik sami seboj in da razvijajo to, kar želijo razviti. Preko konja, ne? Tako. In eden izmed načinov priti v stik s samim seboj je tudi glas. Ker ti kot sopranistka in glasbena pedagoginja tudi učiš ljudi prepoznavati, da je glas izraža naše bistvo. Kako jim pomagaš prepoznati, da nosijo v sebi oziroma da povežejo svoje bistvo, ki ga imajo noter, z izražanjem preko glasu? Glas je nekaj, kar šele nastane, ko mi zavestno uporabljamo svoje dihanje, ker to nastane tukajle. In zato rabimo zavestno držo, telesno, pa tudi dihanje. In ko ta dih gre gor, so tu glasilke, ki zavibrirajo, je naša rezonanca in nastane ton. In vse to pomaga, kako bo ta ton. Ali smo mi stisnjeni, pritiskamo tu z mišicami, ali smo mi odprti tu na srčni ravni. In pač to vse pogledamo. In potem vadimo dihanje, vadimo držo, vadimo tudi hojo, vadimo predvsem tudi notranjo mentalnost, zato ker izražamo to. Glas je neka vibracija. To je en zvok, en val. In je vedno v harmoniji z nami, sami seboj. In ko mi damo možnost, da ta val začne biti živahen, naredi to nekaj z nami. In v bistvu je glas to, kar izraža, kdo smo in kako smo ravno tudi v tem trenutku. In glas je nekaj, kar lahko oblikujemo zavestno in kar potem vpliva na nas, ker se tudi to spreminja. Začnejo se, recimo, opazovala sem pri ena ženska 60 let ni pela, ker sem imela priložnost delati v eni psihosomatični kliniki v Nemčiji, antroprozofski kliniki, ki se je ravno posvetovala ljudem, ki so v burnoutu, ljudem, ki so enostavno že zdavnaj presegali svoje meje, ljudi, ki so sicer zelo zavestni, ampak ki izgubljajo stik zato, ker so preobremenjeni. In ljudje, ki tudi so sami v vodenju. Ampak, ko ti svoj glas ne uporabljaš tako, kot je zate primerno, te pač to omejuje. In ena gospa 60 let je sicer vodila skupine in vse, ampak ni pela in je imela cilj samo zapeti eno vrstico. In z njo, recimo, sem zares vadila petje, vokalno tehniko. In ko je ona to prvikrat naredila, eno otročjo pesem zapela, se je tako veliko odprlo v njej sami. In potem gre to čez celega človeka in se resnično človek spremeni v svojem dejanju in v svojem kontaktu z drugim, s katerim stopa v stike. Zato, ker se nekaj v njemu spreobremenji. Se premakne, ne? Dava se dotakniti še holistične dentosofije. Kaj pa je to? Ja, kaj je holistična dentosofija? Holistično je že prvo
celostno, Ja. kar pomeni, da je duša, telo, zraven. Dentosofija je pa dento, so zobje po latinsko in sofija je modrost po starogrško. Okej. Pomeni, da je to modrost zob na celostnem področju. Jaz bom še razširila tudi čeljusti. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsak zob ima svoj potencial. Ne samo kontakt z enim meridianom, z organi, tudi svoj potencial. Desna, leva stran, ženska, moška stran, vsak zob. In ko imamo mi tu nekaj, nam to pove, katere teme so za nas zanimive. V bistvu je to zrcalo. Nekdo, ki zna brati čeljust in zobe, zna malo prebrati tudi, kdo stoji tam, s katerimi temami je ta človek na svoji življenjski poti in tudi, kako si lahko pomaga, ker obstojajo tudi možnosti si pomagati ali z raznimi vajami, ko se požira, Ja. z jezikom, tudi lega jezika je zelo pomembna, Ja. ker je, da je Ja. tu zgori recimo. Ja. In hkrati obstoja en tako imenovan aktivator, ki je pa samo nekaj, kar se da v usta, ampak ki je zelo sproščeno in daje impuls in človek sam ve, kam se želi spremeniti. In harmonično se spreminja Ja. lega zob Ja. in notranji razvoj na emocionalni in tudi mentalni ravni. Neverjetno. Ja. To pomeni, da glas je bistvo, izraža naše bistvo, usta in čeljust pa je dejansko zrcalo našega življenja. Oboje je v bistvu zrcalo, odvisno kako bereš, ker lahko bereš kar vse, veliko vse posod, ampak zelo konkretno Ja. je res zobje in tudi usta so zelo konkretno zrcalo tega, kje smo in kam bi lahko šli in katero pot smo že prešli. Smo že prišli. En kratek odmor bova še naredila in se vrneva čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Natalijo Hormuth in dotaknile sva se teme holistične dentosofije. Natalija, obrazložila si, da je glas izraža naše bistvo in da so usta, čeljust naše zrcalo oziroma oboje zrcalo našega življenja in seveda ne morem mimo vprašanja, da te ne bi vprašala, kaj si razbrala iz mojih ust. Ja, bom tako rekla, sigurno se to zdaj vsak vpraša, joj, kaj pa povedo moja usta. Ja. In tu mislim, da bi zelo rada, hvala za to vprašanje, izrazila to. Ni vedno pomembno, kaj zdaj nekdo prebere. Pomembno je, kdo smo in kam se želimo razviti, zato ker čisto vsi imamo svoje naloge in vse, kar je dobro tako, kot je. To pomeni, seveda bi lahko zdaj jaz nekaj povedala tukajle, ampak jaz tudi resnično mislim, da je to nekaj zelo intimnega in zelo zasebnega in si je treba res čas vzeti za to. Ker tudi to ni nikoli hiter pogled. To je celosten pogled. Holističen. Tako. Ja. In vse spada not. Ne moremo reči, aha, ta zob je tako, to je tako in tako. Ne, to pomeni, tu je neka tema. Dajmo še pogledati druge zobje. Dajmo še pogledati celo fizionomijo človeka. Dajmo pogledati oči, hojo, stojo, držo, tudi glas. To je celotno. Telo je res, ima svojo modrost in veliko sporoča, samo ne znamo res ne vedno prav pogledati, da bi, ali pa se z nekom posvetovati, ki lahko neke stvari prebere in nam mogoče pripelje kak odgovor več, kaj se nam v življenju dogaja oziroma kakšne imamo potenciale. Tako. Ti si bila za družino 1 leto na jadranju. Povej mi, kako je ta izkušnja spremenila oziroma vplivala na vašo družinsko dinamiko. Ta izkušnja je krasna, je bila krasna in je še danes krasna. Zato, ker nas je kot družina zelo povezala. Že vedno smo bili zelo povezani in sva z možem zelo blizu bila svojima otrokoma. Ampak takrat sem res sama opazila,
kako malo jih v bistvu poznam in kakšne osebnosti so to, kakšne možnosti, kakšni razvoji. Bila sta stara 7 in 9 let in sta praznovala 8. in 10. rojstni dan na barki in bom rekla, da nas je zelo povezalo. Bili so izkušnje takšne, ko smo res morali sodelovati kot tim, ko smo se mogli zanesti resnično na drugega in to na čisto vsakega. Vsak je imel svoje naloge in smo res zaupali. Recimo sinu smo zaupali krmilo v eni situaciji, kjer smo mogla z možem iti na jambor popravljati, ker se nam je nekaj odštekalo v sredih 1,5 metra valov. Hčerka je mogla v tem trenutku res prevzeti čisto mirno pozicijo, zato ker je bila še pač tudi premajhna in smo jo mogli samo pustiti. In smo zaupali, vedeli smo, vsak bo prevzel zdajle svoj položaj in res nam je uspelo in to je za otroka izredna izkušnja, da zaupajo starši otroku res odgovorno vlogo. Ker nisem imela časa prevzeti otroka in ga držati. In ga miriti. Sama je mogla biti in je prevzela to odgovornost. In recimo to, da smo se veliko tudi posvetovali z otroci, ko smo kaj popravljali, mašine, ali gremo dalje, ostanemo tukajle. Vse smo tudi v pogovoru reševali, čeprav nekatere stvari rešujejo starši, ne pa z otroci skupaj, ampak kjer je bilo možno, smo jih vključevali. In je bilo pomembno, kdo sta in kaj si želita. Pravi team building. Kompletno, resnično. Pravi team building. Ker družina je v bistvu izpostavljena enim tudi lahko malo bolj ekstremnim situacijam in je treba res takrat razviti vrline, ki še kako prav pridejo potem v odraslem življenju, kjer se učimo s tem buildingom, da bi to znali. Točno to. Tu nastaja samozavest. Recimo, če smo potovali čez noč in so otroci res zaznavali to naravo. Kaj je, ko mesec prihaja? Kako lažje je jadrati? Kaj pomeni sončni zahod? Mi smo vse pospravili pred sončnim zahodom, ker potem se nisi več znašel. Moral si se pripasati, če nekdo pa v vodo ga nisi več videl. Tako da ta odgovornost za samega sebe in za celo skupino, to je bilo na vsakodnevnem redu. In ko smo recimo prišli nazaj iz tega potovanja, prvo, kar se je zgodilo hčerki v 3. razredu, ker sta pač spet nazaj šla v njihove razrede, ker smo imeli tudi schooling on board, tudi tu sta samostojno celo leto predelala, je bilo, da so se zgubili v avtobusu. In otrok je bil, prijateljica čisto zgubljena, ali Ticija, ki se je že navadila, kako je to priti v novi prostor, se je pač znašla in bom rekla, samozavest jim raste in tudi iznajdljivost in tudi zaupanje v to, da bodo sami uspeli, da so dovolj močni, da so že imeli izkušnjo nekaj narediti, nekaj uspešno narediti in da pač raste tudi ta samozavest. Tolstoj je napisal, da eden izmed prvih pogojev za srečo je, da človek nikoli ne izgubi stika z naravo. Je to tale moment, zaradi katerih ste se recimo vi podali na jadranje, da ste se vrnili v Slovenijo na domačo kmetijo, ta neokrnjen stik z naravo? Ja, definitivno. Bom rekla, da to je zelo, zelo globoki čut. Enostavno je narava za nas to, kjer je vse notri. Vsa modrost, vso znanje, vsa milina, vsa nežnost, vsa moč, vsa logika, vsa struktura, vsa ljubezen. In če se mi spustimo v to, nam je čisto vse dano. Ja, pa to sprejemanje naravnega toka, naravnih ritmov, ciklov, ker svet sodobni je vseeno zelo linearno naravnan, narava pa ostaja ciklična in ima svoje ritme, ima svoje tokove in če se vračamo v to naravo, začutimo to cikličnost in verjetno potem tudi lažje sprejemamo neke spremembe, postajamo bolj dovzetni za sporočila iz narave, ker v enem od intervjujev si tudi zapisala, da otroci, ki odraščajo v stiku z naravo, jih v življenju kasneje težje kaj zlomi. Kaj si točno mislila s tem? S
S tem mislim, da otrok zazna, da je neka moč v vsemu. In zna biti ena moč tudi včasih tako, da nas Preplavi. preplavi. Hvala lepa, ja. Včasih mi res manjka še besede. Nič hudega. Zelo hvala. In ta moč je, ampak narava nas uči, vsaka moč je za nekaj dobro. Vsaka izkušnja je za nekaj dobro, ker nas porine v drugo, kjer nas mogoče nekaj čaka, preoblikuje tudi to, ampak nam tudi da drugo možnost. Točno. Druga vrata, ki se odprejo, ker to je naravni tok. Ena žival poje drugo, bi lahko rekli, to ne gre, ampak v celem ciklusu je to naravno. Ne bom rekla, da se bomo mi zdaj ogroževali, to ne želim sploh ne povedati, ampak narava, ki nam pokaže, kako močni znamo tudi mi biti, ko smo v stiku z njo. Ko je hladno, pa se sami poprijaznimo s tem in najdemo način biti. Ko smo v naravi in je sončni zahod, se znajdemo in smo v tej moči, v tej lepoti, ker vse ima nekaj lepega. Zima je mir, poleti je to ni... Je sočnost, je živost, je iskrivost. Pa kako naj starši, recimo, ki živijo v urbanem okolju, poskrbijo pri vzgoji otrok za ta reden stik z naravo? Ena možnost je, da resnično hodijo pač po vikendih ven in tudi, da omogočajo otrokom počitnice v naravi in da so sami vzor. Bom rekla, da to je to, ne. Pa mogoče bojo tudi eni ali pa drugi premisli, ali res želijo živeti pač sredi betonskih sten. Res je pa, da pač ne moremo vedno vse spreminjati, ampak možnost imamo iti v stik z živalmi, iti v stik z vodo, z gozdom, s travnikom. Najbolj enostavno je res, vzamimo košaro, pojdimo ven in pustimo otroke. Sami se bojo znašli, niti ne rabimo to scenarij pripravljati. Tako, ker oni se bojo sami znašli. Se tudi zgodi ustvarjalnost, ne? Pa, točno to. In kakorkoli že, ne, ti si prepotovala veliko sveta, jaz sem ga že veliko videla in Slovenija ima res en blagor. Mi živimo v tako neokrnjeni, tako prelepi naravi, lučaj ven iz, bom rekla, urbanih naselij, ne. V enem New Yorku se moraš peljati več ur, da prideš do neke neokrnjene narave. Mi pa dejansko vzamemo košaro, kolo, pa smo čez 10 minut lahko v neokrnjeni naravi, ne. Tako da se da, ne. Natalija, dajva še za konec povedati, kaj bi bilo tvoje ključno sporočilo, kaj bi želela, da naši gledalci in gledalke odnesejo iz najinega klepeta? Želim si in vam vsem, da se zavedate, da ste sami močni, da vse, kar rabite, nosite že v sebi, da se zavedate, da samo ta glas poslušate in zaupate vase in da smo res tudi, da smo skupaj, da nismo sami in da smo vedno skupaj z drugimi in da čutimo to hvaležnost, to veselje, to srečo in da se ne prepuščamo tem tirom, ki nam ustvarjajo mogoče drugi ali pa kakšne zadeve, ki so pač okoli nas, da res znamo stopiti ven iz okvirjev v naravo. Da smo pač pri sebi. Ja, res je. Draga Natalija, srčna hvala za tvojo zgodbo. Iskrene modrosti, navdihe, kako lahko dejansko z preprostimi stvarmi si ustvarimo izpolnjeno harmonično življenje s tem, da poslušamo sebe. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepa hvala tudi vam, da ste bili z nami. Spodbujam vas, da pogumno raziskujete in izražate svoj glas, ter predvsem podelite si čim več trenutkov v naravi. Nasvidenje v naslednji oddaji Pristna ženska.